Ko smo prejšnji teden povedali, kateri je najboljši med 13 malčki B segmenta pri nas, nismo prav nič povedali zakaj. In seveda, kako so se odrezali ostali. Tale trojica je bila najboljša po točkah. Hyundai i20 jih je zbral 1337, Škoda Fabia 1274 in Volkswagen Polo 1256. In tudi zdaj, 14 dni po podrobnem testiranju, je jasno, da si je zmago zaslužil pravi avto, ki je bil čisto pri vseh kategorijah pri vrhu, če ne že na njem. Najbolje se je na primer odrezal pri asistenčnih sistemih in nedoločilnikih. Tudi pri kategoriji cene in vzdrževanje ni bil slab, tik pod vrhom je bil pri uporabnosti in prostornosti, malo pod vrhom pa pri motorju in podvozju. In ko vse skupaj sešteješ, je zmaga jasna. Je pa dejstvo, da imajo vsake oči svojega malarja, vsaka rit svoj sedež in zato je fino, da si lahko vsak izbere nekaj zase. Če iščete res udobno vožnjo, potem bo pravi za vas Citroen C3. Ni zadivje po srcu, ampak tiste, ki se vozite umirjeno. Kontra temu sta ravno Hyundai i20 in Toyota Yaris, ki sta dobila najboljše ocene po vožnji na poligonu. Pri prostornosti in uporabnosti se je najbolj odrezala Škoda Fabia. Pri stroških vzdrževanja in ceni pa sta bila najboljša Mitsubishi Space Star in Dacia Sandero. Ja, če je vaša edina postavka cena, potem bosta ta dva najboljša izbira. Ampak naš test pokaže seštevek vseh lastnosti, zato ne zmaga vedno nujno tisti, pri katerem dobite največ pleha za evre. Če samo na hitro pokažem še razvrstitev na našem testu, 13. mesto je zasedel Mitsubishi Space Star 790 točk, 12. je bil Nissan Micra 954 točk, 11. Citroen C3 1040 točk, 10. mesto Dacia Sandero 1049 točk, 9. mesto za Opel Corsa 1090 točk, 8. mesto Toyota Yaris 1094 točk, 7. Peugeot 208 1112 točk, 6. je bil Ford Fiesta 1121 točk, 5. Renault Clio 1128 točk, Seat Ibiza 4. mesto s 1170 točkami. Verjetno vidite, kako majhne razlike so tukaj med 4. in 10. mestom, po točkah še 10% ne, kar pomeni, da so ti avti res izenačeni. No, potem pa še prvi trije, in sicer Volkswagen Polo 1256 točk, Škoda Fabia 1274 točk in Hyundai i20 1337 točk. No, tudi pri volanu so se prvi trije razporedili po enakem vrstnem redu, tako da smo bili z ostalimi v uredništvu na našem velikem primerjalnem testu zelo usklajeni. V naslednjih oddajah se pa zakopljemo številke po posameznih kategorijah, da boste točno vedeli, kateri med temi je pravi za vas, če iščete samo prostornost, ali pa najnižjo ceno, ali pa najboljše lastnosti na cesti, ali pa samo zanimiv izgled. Jep, se zato pa je ponudba tako pestra, da lahko vsak izbere nekaj pravega zase.